zdaj že zelo dobro. Se mi zdi, da na začetku je bila mala trema. Jaz sem se sicer iz Lendavskih Goric najprej preselila v Maribor, v srednjo šolo in nato na faks, na fakulteto v Ljubljano. Na začetku je bilo malo hrupa, gneča, hiter tempo, tujci, neznanci, ampak potem čez čas spoznaš prijatelje, spoznaš sošolce, spoznaš sodelavce in je lažje. Spoznaš tudi en svoj kotiček v tem velikem mestu, kjer se počutiš malce domače. Ampak nič čez to, da bi zamenjala svoj domač kraj, Lendavo, vročo kavo z svojo družino, prijatelji in pogledom na krasne vinograde. Jaz prihajam iz verne družine. Vera mi je bila dodeljena že v zibelko, ampak na vero ne gledam kot na tradicijo. Zame vera predstavlja smisel življenja, saj mi brez vere živeti ni. Ko sem slabe volje, ko se počutim dobro, ko sem dosegla en velik dosežek, ko sem naredila en težek izpit, ali pa ko sem padla, ali pa ko sem se počutila slabo ali pa jezno. Vedno se obrnem nanj, ga prosim, da bi bilo boljše, se mu zahvalim, kar je bilo in mu pripovedujem o tem, kako je potekal moj dan. Tako kot pripovedujem fantu, tako kot pripovedujem mami, prijateljici, pripovedujem njemu. Jaz mislim, da lepa ženska ni samo po svoji zunanjosti, ampak tudi po svoji notranjosti. Pomembno je, kar ženska nosi v svojem srcu, kar jo napolnjuje, kar jo srečuje, kakšna je v odnosu z drugimi, do svojega partnerja, do svojih prijateljev, do svojih sošolcev, do soljudi, do sodelavcev v službi, kako živi svoj dan, kako ljubi svoje življenje. Zdaj pa jaz mislim, da recept za lepo žensko je pa nekaj najbolj preprostega in to je to, da si vsaka ženska mora narediti nasmešek, biti dobre volje, ljubiti življenje in spoštovati druge. S tem bo zame lepa ženska.